oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David, in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. Stane, o čem bomo danes govorila? Jaz bom povedal, kako je bilo na Bitcoin konferenci v Pragi. Jaz bom pa nekaj povedal o digitalnem evru v primerjavi z Bitcoinom. No, pa dejva. Stane, a si bil ti v Pragi? Bil. Kaj si pa delal tam? Pil sem pivo. Češko? Češko. Za Satoshi sem ga kupil. Res? Res. Se je dal? Pa une neke zvitke, pa burgerje tudi. Tudi v mater. Mogo jaz tudi iti. Pet. Kaj je to Bitcoin Praga? Daj nam malo povej. To je konferenca, kjer se združujejo ljudje, ki se ukvarjajo z Bitcoinom na tak in drugačen način. Na konferenci potekajo izobraževanja, predstavitve, tam je en velik sejem, ljudje se srečujejo, spoznavajo, pletejo nova poznanstva, nove poslovne priložnosti si gradijo. Zanimiv dogodek. Kaj je bilo pa zate najbolj fascinantno ali pa kaj novega? Ja, nisem vedel, da ima ta dogodek tako velik oder, se pravi, celo konferenco obišče nekaj tisoč ljudi in na najbolj popularnih odrih, kjer so letos govorili Michael Saylor, Ja, Jack Mallers, Aleksandar Svetski, Ja. Aleksandar ja. Makedonac Ja. in pa Adam Beck. Tam se res bere na tisoče ljudi, no, ali pa vsaj nekaj isto na vsaki predstavitvi, na čisto vsaki pa 100 plus. Ne. Poleg tega ima ta dogodek ogromen sejemski del in res se tukaj zbere cela industrija. V 2 letih je konferenca postala največja ali pa najpomembnejša Bitcoin konferenca v Evropi. In jo obiščejo tudi Slovenci, a ne? Tudi Slovenci. Kdo je bil od naših? Na sejemskem delu je imel velik prostor NiceHash, to je podjetje iz Maribora, ki skrbi za mining, prodaja hash rate, vse v zvezi z miningom. No. In pa predstavniki Bitcoin društva Slovenije, mislim, da so bili tudi gor. Zakaj bi šel na tako konferenco? Kaj bi odnesel od take konference? Videl bi, kako Bitcoin uporabljajo ljudje na različnih koncih sveta, kako Bitcoin deluje tako čisto preprosto, zakaj je najbolj varen, zakaj je to najboljši denar v zgodovini človeštva. Spoznal bi, kam gre razvoj Bitcoina in vseh tehnologij povezanih z njim. Pogovori bi se z bitcoinerji, ti bi ti odprli oči, kaj vse počnejo, razložijo ti, v katerih poslih uporabljajo Bitcoin, zakaj je Bitcoin zanesljivo plačilno sredstvo, lahko tudi najhitrejše plačilno sredstvo. Take stvari, zanimive. In verjetno ti izpostavijo kakšno stvar, o kateri si mogoče kdaj razmišljal, pa nisi bil čisto prepričan. Ti pač pokažejo njihov pogled, ki ti lahko koristne. Ali pa si o njej že razmišljal, potem pa najdeš človeka, ki je to že naredil. To pa še lepše. Ja. Se lahko kaj naučiš o samem Bitcoinu, tako pridobiš novo znanje. Tudi A je tega je Te ogromno. izobraževalne. Se pravi, so tehnične izobraževanja, so netehnične izobraževanja, kaj Bitcoin pomeni za celo družbo, in pa so predavanja iz različnih skupnosti. Zelo zanimiva je ta Anita Poš, ki prihaja iz Afrike, iz Zambije, iz Kenije, kjer to je Avstrijka, ki hodi v Afriko pomagati Bitcoin skupnostim in omogoča tam ljudem, ki nimajo bančnih računov, da sploh med sabo poslujejo. No, in to pride predstaviti na te konference in več je še takih ljudi, ki iz njihovih primerov ali pa iz njihovih industrij najdejo povezavo z Bitcoinom in jo tam predstavijo. Recimo so ljudje, ki prodajajo nepremičnine samo v Bitcoinih, torej kupcem ali pa prodajalcem omogočijo, da kupijo ali pa prodajo nepremičnino v Bitcoinu in za njih vse uredijo, če pač se sami s tem ne ukvarjajo. A se v Sloveniji tudi dogajajo te konference? A veš kaj o tem? Ja, Bitcoin društvo se že leta zelo trudi, ampak letos pa se mi zdi, da bomo imeli prvič res veliko ali pa s svetovnimi konferencami primerljiv dogodek, ki se bo odvil v Mariboru 8. in 9. novembra in se imenuje NiceHash X konferenca.
Se pravi, NiceHash je tisti, ki NiceHash je pa organizira v sodelovanju, organizator, verjetno. A ne? Ja. In gor bodo kar najavljena so velika imena, kot je Jameson Lob, Saifeden Amus, tudi organizator Bitcoin Prage pride, princ Filip Karadžordžević iz našega prostora. Se mi zdi, da bo res zelo zanimiva konferenca, nam neverjetno blizu. Kaj takega v Sloveniji še ni bilo. No? No, pa je treba to obiskati. Ja, verjetno bomo tam, ne? Seveda. A si ti tam srečal, kakšna nova denarnica je prišla na ta sejem, na to konferenco? Trezor je predstavil novo denarnico, drugo z varnim elementom, imenujejo Safe 5. Safe 5, ok. Po tisti Safe 3, ki so jo predstavili lani. Je pa 4? Štirke pa ni, samo lihe številke uporabljajo. Naslednja bo pa je Safe 7. Ok. Kaj pa posebnost tega? Posebnost te denarnice je, da ima varni element, secure element, zato mi ta beseda uhaja. Sicer je pa zelo podobna modelu T. Ogromno ljudi pozna Trezor Model T, zelo prepoznavna oblikoma. Se pravi, velik barvni zaslon, zaščiten z Gorilla Glassom, tako kot telefoni. Še vedno je denarnica brez baterije. Lahko igrice gor igraš? Ne. Ne? Lahko pa zbiraš satoshi, to je najboljša igrica. Zavedam, da neka igrica je. Ok. Sorry, zmotil sem se, kaj še tazga? Ja, evolucija modela T, no. Bolj varna, bolj prijazna, ima navodila gor. Lušna denarnica, no. Vemo tudi, kaj je ceno? 170 evrov hoče za njo. To je mala prodajna končna cena? To je mala prodajna z davkom, ja. To zdaj se uvršča nad Ledger, Nano X, nad Bitbox, pa pod Passport. Ampak letos poleti bo še kar neki novosti pri denarnicah. No, ko bo takrat pokrila, ne? Bo. David, digitalni evro. Napovedanje prihaja, kaj je to? Digitalni evro oziroma CBDC, boste slišali, to je digitalni denar centralne banke. Vsaka centralna banka, saj tako napovedujejo, projekti so že stekli, bodo v prihodnosti, ali pa tudi ne, izdali digitalno valuto. Ampak ta naša digitalna valuta imamo že mi na telefonu. Drži. To imamo zdaj že kaj, odkar je evro, je v bistvu vse digitalno. V čem je razlika? Razlika je v enih dodatnih funkcionalnostih, ki jih eni vidijo kot dobre, kot uporabne, mogoče jih pa mi vidimo kot neke nevarnosti oziroma slabe strani tega. Slišal sem, da Evropska centralna banka napoveduje rok trajanja tem našim digitalnim evrom. Kaj to pomeni? Drži, to je ena izmed teh novih funkcionalnosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da boš ti imel denar v svoji digitalni denarnici in na tem bo pisalo, da do konca meseca, pa če teh recimo 1000 evrov, jih lahko uporabiš, pa teh 1000 evrov ne bo več. Ne? Ne bom mogel varčevati. Točno to. To naj bi bil tudi cilj. Ne? Pospeševanje potrošnje in zmanjševanje varčevanja. A lahko mene kdo prosili to v Bitcoinu, da moram potrošiti Bitcoin? Ja, če ti je ena stvar toliko všeč, da bi svoj Bitcoin rad zamenjal za to stvar. Še vedno je pa zadaj moja odločitev. Točno to. Se pravi, Bitcoin, ja. Pri Bitcoinu te nihče ne more prisiliti k temu, ker ti nadzoruje svoje. Ampak to verjetno pomeni tudi, da bo centralna banka lahko odločila, kje lahko je zapravim evre in zakaj. Tudi to se lahko zgodi, ja. Se pravi, da bo lahko samo na določenih ali prodajnih mestih, samo za določene stvari, storitve, samo ob določenem času in pa ja, tudi časovno, kot sva že prej rekla. A v Bitcoinu lahko to naredi? V Bitcoinu ne, seveda smo spet mi tisti, ki odločamo o tem, kje, kdaj, zakaj bomo uporabljali to. Kaj pa, ko se upravljalec, se pravi centralna banka? Ljudje, ki upravljajo centralno banko, zamenja. Ko se bo politična stroja v centralni banki zamenjala, kaj bo to pomenilo potencialno? Kaj bo to pomenilo? Bomo lahko kupili druga sredstva in druge stvari, pa spet neke nove, ne? Tudi to je možno, ja. Se pravi,
tudi odvisno od politike in tistih, ki nadzorujejo teh In v nekaj Bitcoinu? ljudi. In v Bitcoinu se to lahko zgodi? V Bitcoinu se to spet ne more zgoditi. Zakaj me take stvari sprašuješ, da se pri Bitcoinu se nič ne more od tega zgoditi? Ker se mi zdi to dobro, Aha. da se Okej. ne more zgoditi. Kaj to pomeni za varčevanje? Rekla sva, da ga ni, ampak tudi, če nam bo dopustili, recimo, da bo Evropska centralna banka spremenila pravila varčevanja, kaj pomeni za varčevanje v evrih ta neomejena količina evrov, ki že zdaj obstaja? Ja. Pomeni, Tukaj bi, se pravi, dve stvari sta tukaj. Ena je, ta, kar si rekel, da je lahko vzpodbuda za posameznika, a ne za varčevanje, se lahko razlikuje. Pomeni, da bo za tebe centralna banka ali pa banka, komercialna banka, če bo bila povezana s centralno banko, ti dala ugodnejšo obrestno mero, kot pa meni, naprimer. glede na moj Tudi to, credit score. tako, se pravi, glede na tvojo zgodovino in to, kaj imaš, kaj nimaš, ali pa koliko si bil priden, ali pa koliko nisi bil priden. Zdaj ta druga stvar, ki si rekel, pa ja. V fiat svetu, se pravi, centralne banke nimajo omejitve tiskanja oziroma generiranja denarja in pač izvršujejo po nalogu ali povečajo količino denarja oziroma jo zmanjšajo, ampak na dolgi rok vemo, kaj delajo, povečajo količino denarja, kar pomeni, da razvrednotijo vsak naš evro, ki ga imamo v denarnici ali na banki. Ampak to je vse popolno nasprotje z Bitcoinom. Se pravi, a sploh hočemo digitalni evro? Ja, dobro vprašanje. Jaz si ga ne bi želel. Ta Verjamem pa, da pa tisti, ki se oklepajo moči in nadzora, pa to potrebujejo, zaradi tega, ker se mi zdi, da vse več ljudi je začel videti, kaj se dogaja in kaj so njihovi cilji, in za kontrolo je potrebna dodatna kontrola. Se pravi, še povečati kontrolo, in to se bo zgodilo skozi digitalno identiteto. Se pravi, če mi dva poveževa zdaj digitalni evro, digitalni dolar, kakor že, z digitalno identiteto, se pravi, kjerkoli na internetu se mi pojavljamo, bo zahteva, da je naša identiteta zraven pripeta, potem se bo vsa naša dejanja, ne samo finančne transakcije, ampak vsa ostala dejanja na internetu beležila v neko bazo podatkov, ki bo potem služila, da bojo nas rangirali, da bojo nam dovoljevali ali pa omejevali stvari. Kaj to pomeni? To samo pomeni, naprimer, ne, če boš ti, kaj pa vem, če ti danes boš šel z avtom v službo, ne, s tvojim benzinskim ali dizelnim avtom, ali kak ga imaš, ne, pa bo zvečer hotel nogometno tekmo, ne, finale gledati Evropskega prvenstva, pač ne bo, zaradi tega, ker bojo videli, da pa si ti šel z avtom in boš imel kakšno negativen skor. Aha, a če greš pa na konju, je pa v redu? Če greš na konju, je pa absolutno v redu, ker poleg tega, da konju pomagaš pri rekreaciji, lahko hkrati še vsebino poučno poslušaš. Imaš še kaj za povedati, Kle? No, mogoče ja, ena stvar. Projekti, ki se odvijajo, se pravi za vpeljavo digitalnih valut po svetu, nekateri so že v izvajanju, se pravi so že živi. Mislim, da v Aziji se to dogaja. Pa imava ameriški, se pravi ZDA, projekt, kjer je senat, se pravi so ljudje tam, ki se mi zdi, da digitalni dolar mogoče ni najboljša stvar za narod, in so prepovedali Fedu, se pravi ameriški centralni banki, da izda digitalni dolar. To sicer ne pomeni, da ga ZDA kot taka ne bo izdala, ampak v tem trenutku pač so to prepovedali Fedu, v prihodnosti bomo pa videli, kaj bojo naredili. Mislim, zdaj ne vem natančnega števila teh projektov, ampak več 10 projektov poteka po svetu.
kjer vsi delajo neke pilotne projekte za vpeljavo tovrstnih digitalnih valut. Hej, kam pa ti bo spravil svoj bitcoin? Ja, porka Madonna, Mandejana strojno denarnico. Če še nimaš, ima zate Bitcoin Shop. Se veš, skodo na Coinu dobiš 5% popusta na vse denarnice in oblačila. www.bitcoin-shop.si. V novi epizodi bova govorila o možnosti prenosa gotovine čez mejo O novi Ledger denarnici in o denarnicah, ki so ponarejene. in še o čem.